in kar naenkrat pridem do table, pogledam levo, desno, kličem Tonija, čuj, kam pa zdaj? Levo piše Plemenice, desno pa Bovški Grintovc, ne? In ne, ti bi mogla čez prag. Nekak je občutek, ja greš do morja, čeprav se na koncu zgodi, da se sploh ne vržeš v morje, ne? Da si toliko zmatran in toliko si v nekem drugem filmu, da pozabiš se v morje vršiti. Spoštovani in cenjene, dragi poslušalci in gledalke, poletje je muhasto in nepredvidljivo, a je le poletje in če v teh časih ne tečete ali hodite v hribe, zamujate. Namen tega podcasta je torej, da danes mojo z vašo drago gostjo navdušiva, podžgeva in spraviva ven vse vas. Tako da, draga publika, ste danes že tekli, če niste, boste potem le prav gotovo. In preden to vprašam, Katjo Kegelj-Vencel, ki je danes prišla v goste, zelo kratek intro. Marko Roblek je moje ime, poslušate ali gledate vaš najljubši podcast Zagret za tek. Ne bom zameril, če se na naročite, če tole epizodo delite, komentirate, če jo priporočite naprej. Še vedno lahko tudi donirate, ker je dela še veliko. Katja, živijo, dobrodošla in hvala za tvoj virtualni obisk in cenjeni čas. Živijo, Marko. Živijo. Prej sva imela par tehničnih težav, mislim, da so to zdaj uspešno rešila. Tako da naj čaka urica in pol. Zanimivega pogovora, zelo zanimiva tekaška osebnost si, ampak preden greva k tekaškim formalnostim, že ko sva se imela za tale pogovor, si mimogrede omenila, da te čaka kar zahteven podvig v naslednjem letu in zdaj je to tudi že javno znano. Tako da, Katja, čestitke ob veselem pričakovanju razširitve družine Kegelj-Vencel. Ja, res je. Najprej sem se tega pogovora kar malo izogibala, ker v bistvu sem večkrat izven neke tekaške forme, pa tudi čakala sem še razne te izvide in to, da lahko zdaj rečem res, da je vse v redu in upam se in da pričakujem še enega dojenčka. Ja. Odlično, čestitke. In da bo tekaška pot malo počakala. Super. Kdaj imaš rok, Katja? Januarja, sredini januarja. Kakšen lep mesec za začeti? Ja. Prva hčerka je drugi rojena, tako da to bo pa mečkam prej, no, zimski čas. Super, no, sej po zimi tudi ni toliko prijetno laufati, boš imela več manj slabe vesti, da ne greš tudi ven, mogoče pa še kakšno lepo darilo tudi za cenjenega očeta, za njegov ima pa 4. januarja rojstni dan. Okrogli jubilej, če se ne motim. 50 let, tako da bo kar... Ja, lepo darilo. Lepo darilo. Lepo je tole skombiniral, Toni, bravo, tudi tebi čestitke. Ampak o tem ga povprašam osebno še kdaj, oziroma v prihodnje, enkrat danes si na vrsti ti, draga Katja. Kako pa prenašaš te prve mesece tvoje druge nosečnosti? Ja, v bistvu podobno kot prvič, zelo sem utrujena. Tako da tudi zdaj zelo mi paše hoja, ampak tečem pa priznam nekaj preveč, ne, kakšen kilometer vmes, ampak večinoma pa bolj hodim, pa tudi mečkam kolesarim, v službo hodim redno, tako da je kar, moram se popoldan malo nekako spočiti, kar prej tega nisem poznala, nikoli nisem hodila spat čez dan, ne. Je morda tudi pri nosečnosti tako, kot na kakšni ultri, lažje, ker si to enkrat dala že skozi? Ja, vsekakor, malo je drugače. Prvič je pač res čisto neznana pot. Ne. Zdaj pa vseeno malo že imam neka pričakovanja, neke izkušnje, tako isto kot pri teku, seveda. Čeprav vseeno z temi daljšimi teki še zmeraj pride do nekih novih situacij in čezmeraj se nečesa novega naučiš. Ne. Tako se bom sigurno tudi sedaj. Ja, v bistvu upam, ali pa mogoče ti bo postalo tako všeč, da boš to potem hotela še ponavljati večkrat in večkrat. Malo te hecam te. Ultramaratone, ja. To pa verjetno ne. Ampak vseeno te moram vprašati, ne? Ker to standardno vprašanje in nobena gostja mu še ni ušla. Si vseeno moče danes že tekla? Ne, nisem.
Se pravi, je tek dejansko zdaj na stranskem tiru, a boš vendarle vključevala kakšne lažje treninge v svojo dnevno proceduro? Ja, se pravim, nekako v nosečnosti že prvič mi tek nekako ni pasal, no, ne vem, telesno si mečken drugače, pa te malo tudi tišči, pa boli, pa sem pa tja. Zelo mi pa še hoja, tako da tudi sem že nekaj par teh hribovskih tur imela, tudi pred kratkim sem mojo mamo prvič peljala na Triglav, pa sem tudi imela kar oren kruzak, vso opremo, tako da hoja mi ne predstavlja težav, tek pa mi nekako ni toliko zdaj trenutno, da bi rekla, da mi paše, vsekakor pa že kome čakam pol tudi seveda, da bom čim prej spet začela nazaj teči. Tako kot je bilo prvič, v bistvu je bilo to kar fajn obdobje po zimi, ker sem potem počasi začela in sem tudi jeseni že tekme tekaške ujela. In sem v bistvu po 7 mesecih po porodu že lahko šla na eno 100-kilometrsko tekmo v Dalmaciji in računam, da bo drugo leto nekaj podobnega. Ja, pozabila si omeniti, da nisi samo šla na tekmo, pa si jo tudi zmagala, če se ne motim. Ja. Tako da bojte se organizatorji. Ja. Organizatorji, paste se, prva tekma, ki jo bo Katja izbrala, jo zna tudi zmagati. Tako da, ali pa zagrebte se. Evo, zdaj povedala, kdaj je na voljo, tako da lahko ji pošljete kakšno ponudbo. Katja, preden te jaz formalno začnem predstavljati, se lahko mogoče na kratko kar sama predstaviš? Ja, kako bi rekla, sem tekačica, ampak ne športnica že od malih nog. S športom sem se začela ukvarjati kar dokaj pozno, nekako zdaj 11 let od tega. V mladosti sem zelo malo časa bila doma, smo se igrali pred hišo, pred blokom, rolala sem veliko, sem bila zunaj, ampak nisem pa nekaj trenirala ali pa karkoli. In mogoče sem malo bila problematična v puberteti in so bile neke druge prioritete takrat. Da potem sem se pa nekako srečala res tekom in kar naenkrat se mi odprlo in je šlo in se me nekako ni dalo več ustaviti. Mogoče sem malo prehitro potem te razdalje stopnjevala, ker telo vseeno rabi verjetno res nekih 7 let, da se utrdi, da potem si tudi izven poškodb in tega, ker v začetku seveda sem pretiravala in so bile tudi kakšne poškodbe, predvsem s pokostnico ali pa kakšne težave. To je bilo predvsem, ko sem tekla cestne teke. In ko sem pa čisto prešaltala na trail, se pa tudi to nekako izboljšalo. Nekako mi teren bolj paše, kot pa sama cesta. Ja, drugače sem pa tudi zaposlena v zdravstvu, kar je za mojo to športno kariero malo slabo, ker je kar naporna služba. Sem mama, žena, tek je moja prva ljubezen, športna, drugače pa tudi kolesarim, rada hodim v hribe. Nasploh rada sem nekako hedonist, nisem tako tekmovalec, pa ne treniram striktno, nikoli nisem, sem pa res rada v naravi, rada tečem, rada sem uživam na potovanjih in tako. No, jaz mislim, da si veliko stvari, ki sem jih imel pribeleženih tukaj v svoji predstavitvi že povedala, čisto na kratko, če tole zaokrožim. Katja Kegelj-Wenzel je diplomirana medicinska sestra, zaposlena v UKC Ljubljana, med korono pa je bila tudi del covidne ekipe v bolnici Petra Držaja, tekačica in hribovka zadnjih 10 let. Ljubezen do teka izraža na daljših razdaljah, zaključila in zmagala je kar nekaj ultratekmovanj, pri tem vknjižila nekaj odličnih dosežkov, v javnosti pa je najbolj znana morda po svojem izjemnem rekordu na slovenski planinski poti, ki jo je pred 3 leti pretekla v manj kot 9 dneh. In ne samo to, ni samo vsestranska tekačica, tudi kolesarka, ki je v koronskem letu 2020 uspešno zaključila s 1800 km slovenske kolesarske transverzale. Štajerka iz Radencev, z družino živi v Šentvidu pri Stični, poročena pa je z znanim slovenskim ultratekačem Tonijem Venclem, s katerim ima ta hčerko Hani, v kratkem pa, kot smo že rekli, se bo družinica še povečala. A bi mogel reči iz Radenec? Tako je. Za nalašč sem povedal narobe, zato da sem preveril, če sem prav povedal. Tako da, ja,
iz Radenec, domačinka iz Radenec, ki jo večina Slovenije pozna po ultra trail podvigih, ampak v domačih Radencih si tudi kar redna gostja na maratonih, drži? Ja, v začetku seveda nisem bila, ne, takrat, ko je še moj mož Toni, ne vem, mislim, da je to bilo 2006, ko je bil državni podprvak. V maratonu smo mi pač bili parko, pa ga malo vozili, ne, in mi smo šli na maraton, ampak seveda se družiti, ne pa teči. Tako da ja, zadnja leta sem pa res šla večkrat, no, in sem pač tekla svoj najboljši maratonski čas, ki pač ni dober, ampak je kakršen je, 3 ure 8 minut. Imam željo pač enkrat iti pod 3 ure, no, upam, da bom to uspela natrenirati. Če se ne motim, je bilo v letu 2019, ko si pritekla v cilj z odličnim časom na maratonu, pa še zmagala med Slovenkami, je tako? Dobro, pač takrat ni bilo druge konkurence, ne, drugače ne bi. Skromna, kot pravi ultrašici pritiče, kajpak, ja. 3:8, spoštovani in spoštovane, je čas, za katerega moramo mi navadni rekreativci trenirati kar nekaj let, pa ga ne bomo dosegali. Tebi pa to uspe mimo grede ob ultrapodvig, ali si morda za ta maraton dejansko ciljno trenirala? Ne, res, da sem mogoče, tisto obdobje je bilo mogoče edino v življenju, da sem večkrat imela nek strukturiran trening, pa sem pač 400-5 tisoč metrov delala, ne vem, 10x1000, 12x1000, to mi je bil maksimum. Drugače pa nekaj preveč, no, zmeraj mi je bil nek drug cilj, prioriteta, traili, 100 milistre, ne vem, pač te daljše teki so mi zmeraj nekako ljubše, no, mislim, nekako bolj pisani na kožo. Tako da nisem nikoli trenirala za maraton. Ampak, ko se boš lotila projekta pod 3 urami, si boš vzela 2-3 mesece, da to majčkeno potreniraš? Ja, vsekakor, samo zdaj pa sem tudi že malo, mislim, stara. Vsekakor nisem stara, ne, ampak nisem pa več rosno mlada. No, glede na to, da pravijo tudi slovenski maratonci, bi lahko rekli, da so 40, nova 30, saj tako se kaže, ker letos vsi 40-letniki cepajo svoje osebne rekorde, tudi vrhunski tekači. Ja. Jaz mislim, da imaš tudi ti še kar nekaj časa. Ja. Mislim. Tako da, ja, počakaj še tistih par let, da ne boš premlada za ta čas. No. Ja. Ker boš hotela pa, ne vem, 2:45, take fore. Ja. To pa mislim, da bi pa mogla se res samo teku posvetiti. Zraven moje službe je skoraj nemogoče. Je skoraj nemogoče. No, meni bo všeč, kar si že prej že rekla, ne, pa tudi v tvoji biografiji večkrat zabeleženo, da v mladosti nisi marala športa in da si ure telovadbe v šoli celo prešpricala. Ja, to je res. Pač s fantov sva takrat hodila kartati remi. Ne vem, res nisem marala ekipnih športov, pač ja, imela sem malo bolj težko puberteto in tudi takrat sem dobila ukor pred izključitvijo, zato ker jaz sem si, ne vem, nisem tudi en teden šla v šolo, pa sem si potem sama opravičila napisala, moja mama je pa zmeraj bila iskrena in realna in je šla na govorilne in je rekla, to pa nisem jaz napisala in jaz sem dobila vse neopravičeno in avtomatsko je teh ur bilo, ne vem, za izključitev. Tako da pol je bilo, ne vem, po pol letah šole nisem smela niti ene ure več prešpricati. Ampak kljub vsemu ti tam ljubezni do športa niso odcepili, si pa nekje sred 20-ih potem našla, ampak tek, zakaj tek, recimo? Ne vem, sploh ne vem. Kar enkrat sem obula superge in šla tam en krog okrog Šiške, kjer sem stanovala, ker prej nisem nekako mogla 2 kilometra v kosu preteči, to mi je bil prenaporno, ne. In kar naenkrat je šlo, odprla sem je, potem sem 2 kroga, drug tam 3 kroge, potem sem šla že proti Rožniku, kar naenkrat je šlo. Težko rečem, zakaj. Nekaj se kliker v glavi premaknil, kaj, in kar naenkrat sem tekla in vzljubila tek in brala sem pa tudi seveda take knjige, ki so me potegnile, ne, od Dušana Mravljeta, Neskončne ceste, potem od Dina Karnazesa in to se mi je vse zdelo noro, ne. In nekako me je vse skupaj potem potegnilo tek. No, jaz se te menda prvič spomnim iz kakih 10 let nazaj, tam iz Tivolija, ena manjša tekaška prireditev je bila. Maraton.
Ne, še prej ena taka zelo krajša, bistveno krajša. Vem, da si tam prišla, nekaj smo se pogovarjali, jaz te prej nisem poznal, no potem sem vedel, kdo si ti, ko sem te srečal, pa mislim, da malo kasneje na Forum maratonu in takrat si iz tiste tekačice, ki je malo trimčkala po Tivoliju, v 8 urah odlaufala že čez 50, naslednje leto že krepko čez 60 kilometrov. Ja, To je bil pa, jaz poznam veliko tekačic, ki začnejo teči, pa se leta in leta pač ne premaknejo dlje kot 10 ali pa 21 kilometrov in dejansko več kot zadostuje, ti si pa hitro našla te ultra razdalje, tiste, ki so ti pisane na kožo. Kako je šel ta tvoj razvoj, res rapidno, saj zdi se nadaleč? V bistvu sem iz maratonske razdalje 21 km, takoj naslednja razdalja je bila 54. In v bistvu to je bilo res na Forum maratonu, smo se ustavljali, pač malo podružili, tako, ni bilo zdaj to tekmovanje, to je bilo na easy, ampak ja, razdalja je pa bila pač velika, ne. In se spomnim, da to je bil 8-urni tek, mi z mojo ekipo smo pa šli 2 uri kasneje, ko je bil štart. In potem sem bila jezna na njiju, zakaj nismo šli že zjutraj, ker smo imeli samo 6 ur za teč, ne. Aha. Ne vem. Se pravi, če bi tekla 8 ur, bi bilo pa še 20 km več. To najbrž ne, ampak kakšnega več pa ja. No in kdaj si pa takrat potem ugotovila, da si dejansko dobro v tem, ko si videla, da pač greš teč, lahko tečeš ure in ure, premagaš celo večino konkurent? Pa v bistvu tudi tako je bilo. Jaz sem v začetku še bila kadilka in potem smo s to mojo s prijateljicami in smo navijali takrat še z enega prijatelja na Ljubljanskem maratonu, jaz s cigaretom tam in sem se prav slabo počutila, sami športniki doben kadil in sem se malo zamislila, ne, in potem tudi še v začetku, ko sem tekla, sem še tudi kadila, ampak potem sem pa rekla, to pa zdaj ne gre več skupaj, ne, in sem pol nekako nehala in čist pač spremenila ta življenjski slog, ne. No in se pravi, pol maratona na 54 kilometrov, leto ali 2 zatem si že na štartu, ne vem, 100 milistre, to je pa že, bom rekel, kar zajeten zalogaj. Se pravi, jaz bi imel velike pomisleke, zelo tako hitro recimo se nekam prijaviti, ti jih nisi imela. Je šlo res tako dobro od nog? Si želela preizkusiti recimo svoje meje ali je bil pač kakšen drug vzgib, da si šla že, bom rekel, na take? V bistvu pred 100 milijami sem pretekla kar nekaj 100-kilometrskih tekem, ne, trail. To se pravi kar nekaj tisoč višinskih metrov, 5000, 6000 je približno nekako so te 100-kilometrski. In 100 milistre, ja, sem imela zelo veliko strahu spoštovanje do te razdalje, tako v bistvu do vsake. Ampak zdelo se mi je, no, ker jaz nisem hitra tekač, ampak sem nekako vzdržljiva in konstantna. Nekako se mi zgodi, no, da probam čez celo tekmo nekako podoben ritem držati, oziroma da se ne prehitro začnem in potem čisto omagam, ne, ampak nekako probam tudi na koncu nekako solidno še priti v cilj, ne. In ja, teh 100 mil seveda me je skrbelo, kako bo, in to je ena razdalja, ki je drugačna od 100 kilometrov, ne. 100 kilometrov je nekako zmoreš, nekako gre na svoje zaloge in to, ampak to je pa potem že drugo. V bistvu mora se ti vse poklopiti in tudi moraš dovolj jesti in imeti malo taktiko, malo, ne vem, moraš v glavi biti res pripravljen, ne, ker vseeno toliko malo dlje traja, in toliko daljša razdalja, da mi se vsekakor ni enostavno, ne. Meni je 100 milistre trajala 23 ur in pol, ne, ampak jaz sem pač bila prva med ženskami, se pravi, večina jih 100 mil teče, ne vem, tudi 30 ur in več, ne, in to je pač res čas, ko si ti na nogah, ki zahteva od tebe nek napor, ne. No, preden te izprašam majčkeno več o tem, kako se lotiti, recimo 100-milske preizkušnje, tvoj rezime nekih ultra preizkušenj je res impresiven, ne vem, Vala Markr, Clavaredo, Gran Canaria, Chamonix, pa potem Eiger, Pohorje, ni da ni. Tvoj seznam ultra, bi rekel, ima impresivnejši od marsikoga, ki je v tem športu že bistveno dlje. Kako ti zbiraš svoje podvige? Iščeš zmeri kaj novega, ker se dejansko redko vračaš, ne samo na redke tekme,
Se pravi, želiš preizkušati čim več ali pač se odzivaš, ne, morda celo na vabila organizatorjev? Ja, vsega pomalem, no, seveda jaz tudi rada spoznavam nove kraje, rada potujem, to nam je bil zadnja leta nek način potovanja, šli smo na tekmo, še pa mečkam potegnili v neko potovanje, čeprav je to zmeraj postalo kar naporno, ker tekma je vseeno in si malo priprave, živčeno, ni to zdaj isto potovanje, kot če greš samo na potovanje, ampak smo si zmeraj vzeli za nek izlet in spoznati nekaj novega, neke nove kraje, nove tekme, tako da ja, vsekakor to. Potem malo sem tudi zbirala te World Tour tekme, ki so bile točkovanje za ITRA točke, ne. Kakšno sem seveda tudi se odzvala na povabilo organizatorjev. Nekaj je pa takih, ko sem že bila in mi je bilo super in sem pač hotela drugo leto spet, ne, ker recimo Dalmacija Ultra Trail, ki mi je res bilo všeč, sigurno bom z veseljem šla še in recimo jutri je štart K24 pri nas, ko sem 2 leti nazaj res sem imela super, organizatorji so super, ljudje, ekipa pride vsi, trail tekači v bistvu iz Slovenije, poznamo se z njimi osebno in je pač posebno doživetje, ne, in bi vsekakor sigurno tudi šla, čeprav mogoče ne bi bila najboljša pripravljena, ampak šla bi zato, ker mi je tekma sama super, ne. Kako pa si prišla na tisto dirko, oziroma ultra tekmovanje, ki jo je organiziral tvoj bodoči mož, pa si ga tam pravzaprav spoznala, si našla to mimogrede, kdo povabil, kako si se znašla takrat na tisti več etapni, če se ne motim, dirki dol na Dolenjskem? Ja, to me je pa, v bistvu to je pa povabil prijatelj Tomaž Kristavčnik, Kristi. On je rekel, veš, znani tekač, Toni Vencelj, ne, jaz sem prvi slišala, kdo je to. Na Facebooku sem ga našla, vidim neke tekaške slike, Sahara, maratoni, v redu je, in sem ga dodala. Kje je Ivančna Gorica, kje je Dolenjska, v bistvu nisem imela pojma, sem prvi zašla v te kraje, tako da, ampak ja, slišalo se zanimivo, to mi je bil prvi taki dolgi, sploh 3-dnevni izziv. Kristi je rekel, ja, to bomo mi zmogli, valjda, ne. Jaz sem bila malo skeptična, to je šlo za 124 km v 3 dneh, ampak ajde gremo, ne, šli smo, 3 smo šli in res poznali Tonija, to je bilo na petek, on je imel ravno rojstni dan, 4.1. 2013 in imeli smo res fenomenalni vikend, pretekli vse, čeprav sem malo takrat imela težave z gležnjem, ampak sem zmogla nekako vse. In veliko smo se res zabavali zvečer, hodili smo spat, ne vem, ob 3 zjutraj ob 7, ko smo začeli ta tektonik tek in to je bilo res intenzivno, ne. In ta njegova energija me je tudi v bistvu impresirala, ker kot da mu ne zmanjka energije, ne, in to mi je bilo v bistvu všeč in ja, bila je neka iskrica. In jasno, ne, ko se tekač in tekačica, ultraš in ultrašica takole spoznata, slej ko prej sledi tudi kakšen skupen nor podvig, ko stečeta v zakonski jarem še sploh. Čigava ideja je bila, da se poročita na teku, bolje rečeno, po 100-kilometrskem teku tam v Baški grafi? Ja, v bistvu ta tektonik je potem čez leta bil kar nekako zaznamoval najino zvezo, no naslednjo leto me je potem zaročil, pol seveda jasno bo poroka in zdaj kako se bova poročila, nisva bila za neko klasiko, sigurno bo to v hribih in pa je Toni rekel, a ti veš, da je Joško Daks-Kobler matičar? Ne, sam vem, kam pestacom ali sam to ne, ker tisto leto sva bila pa oba prijavljena na 100 kilometrov, na Pušec, nisva bila prijavljena na 42 kilometrov in prijavljena sva že bila na ta tek, za poroko sva se pa začela pogovarjati 2-3 mesece prej in sva pol kar pri tej razdalji pač ostala. Joško sva vprašala, kaj si o tem misli, on je takoj bil navdušen in to je bilo to. In smo se zmenili, da izpeljamo, da utečeva 106 km, za ne vem koliko že 6000 višinci, v glavnem Črna prst, Porezen, Blegoš, Ratitovec, je bila kar taka res težka tekma, no, ampak sva oba zmogla in potem v 10 zvečer se še poročila. No, da je bilo vse skupaj še majčkeno bolj napeto, dejansko sta mogla priti pred polnočjo v cilj, da se to zgodi še v soboto in tako, in se pravi, sta mogla še pohiteti, kaj veš, kaj se vse zgodi na 100-kilometrski dirki, ampak
prišla sta do časa, pa oba sta še baje zmagala. Je tako? V bistvu Tonija je prehitel Ivan Hrastovec, tako da on je bil drugi, jaz sem bila pa prva. Ja. V bistvu jaz to nisem vedela, da bo treba pač do polnoči, to sem zvedela zadnji dan, ne. Tako da zato je bilo malo bolj napeto. Jaz sem pač mislila, tudi če ob 4 zjutraj, pač se nima veze, po tekmi, ne. Ja. Ampak potem seveda uradno nismo, preveč je tam bilo ljudi, da bi to zdaj mi datumsko nekaj šmugljali, ne. In je to moglo pač biti na tisti datum, ne. In se pravi, da sem mogla biti ob polnoči v cilju, ne. Podvig, ki... Je ratalo, bila sem ob 10. Ja, Toni je se moče kar malo trepetal, si rekel, kaj pa, če bo zdaj tam gor na zadnji krševalnici rekla, malo se mu še pohecala z njega, pa počakala bom tele uro pa pol, da se še malo tresel, to bi bilo, no, ampak ja, napeto do zadnjega, odlična poroka, mi smo gledali tiste posnetke pol na Facebooku, ampak po 100 kilometrih se poročiti, to še gre, ali pa treba plesati, pa rajati do jutranjih ur, Bog pomagi, do kdaj ste imeli pol žurko? V bistvu, mislim, da je to ni imel večje težave s tem kot jaz. Jaz se spomnim, da sem imela toliko energije, mi smo še o 5 zjutraj, ko smo potem šli spat, jaz še ne bi šla spat, meni še ni bilo dovolj. Tako da, jaz se ne spomnim dobene utrujenosti, no. Vidiš, škoda, ker se samo enkrat takole poročiš, če ne bi pač po vsaki dirki lahko dvigali si energijo. Tako da, spoštovani in cenjene, če vam manjka kakšna ideja, kje se poročiti, pa kako dobiti razlog, da pretečete ultro, prijavite se na 100, pa bo šlo lažje, v veselem pričakovanju vseh 100 kilometrov plus. Ampak zdaj ne bom ugibal, ampak bom kar z gotovostjo trdil, da pri taki poroki so potem tudi medeni tedni ultra. So! Ja, to je pa midva sva zbirala, seveda bova šla na poročno potovanje, pa bova še eno tekmo vmes, ne. Pač, pa sva zbirala, ali bo to Jahorina, ali bo to pač, ne vem, nekaj, ne. In potem sva nekako dobila neko štartnino od organizatorja v Skandinaviji in na Finskem in potem sva šla tam ta polnočni tek, no. O polnoči se je štartalo, v bistvu bilo je svetlo, sploh ni bila noč, ne. Mi smo rabili čelke, edina tekma, kjer je bila 115 kilometrov bilo in nismo imeli pač noči sploh, ne. To mi je bilo fascinantno. Tako da potem sva pa šla na sever in sva pač malo potovala, Lofoti, te fjordi, pa še šla na tek. Tako da, to super. Super, mislim. Kako pač predvidno preživljata prosti čas, da vemo, če ste začela že tako na polno, otroci, ki bodo malo zrasli, hvala Bogu, zdaj še ne vejo čist, kaj še vse čaka, se že morajo z vama hoditi, pa še hujš, gotov. No, zdaj, ko sem prej omenila vse te tvoje dirke, koliko si jih že dala skozi, res lep seznam, poleg teh, ki so pač sentimentalno zaznamovane s temi velikimi dogodki, imaš dirke, ki bi jih posebej izpostavila, mogoče 1, 2, 3, ki so ti pa res ljube, no, zaradi ambienta, zaradi trase, zaradi, ne vem, kakšne posebne energije, ko jo nosijo s sabo. Ja, vsekakor je to pač ultra trail okrog Mont Blanca. Jaz sem sicer tekla 100 kilometrov razdaljo, nisem šla na ta dolgo še nikoli, ampak vsekakor je to pač tam res nek res poseben občutek biti v Šamoniju in teči tole, res navijaško in posebna energija, res je lepo, tako da sigurno to, pa 100 mil Istre, ker mi nekako ta teren odgovarja, super mi je, ker je blizu, Istro imam zelo rada in res lepa tekma mi je, no. Čeprav zdaj so oni kar malo zrasli, je tudi že malo ratala večja tekma, del tega World Tour serije, včasih je bila manjša, ne. Pa ne vem, vsekakor ta K24, Dalmacija, ne vem, na Kanarcih mi je bilo super, polno je tega, ki se bi z veseljem vračala in ki jih imam lepem spominjama. No, zdaj pa diametralno, mogoče, kjera tekma je pa taka, ki je bila pa res težka, ne? Ali pa najtežja bila doslej, pa ne, da je zaradi tega slaba, ampak na katero imaš pa, rekel, spomine,
malo bolj rekel, grenke ali pa so bile zadeve bolj zahtevne. Ja, to je pa bila Tour de Jeanne. To je pa 350 km dolga tekma okrog doline Aoste. Pač v bistvu nekako bi lahko rekla, da je podobna naši transverzali s tem, da je pač po kilometrih krajša, po višincih pa mnogo več višincev. Ampak jaz sem se tam prvič srečala nekako s tem, da mi ni glava sodelovala z celim telesom, nekako nisem bila pri stvari in sem imela pač res neko borbo s sabo. Tudi nisem bila naspana in nisem poslušala svojega telesa, nisem šla pravočasno spat za vse kakšno urco, tako da sem res halucinirala dneve in noči in to je tekma, ki traja drugače en teden. Jaz sem bila na poti 4 dni in potem nekako nisem je končala. 270 km sem šla in to kar precej dobro. Recimo bila sem tam okrog časa mojega moža, oziroma tekmo bi lahko pod 100 ur recimo končala, ampak ni glava, ni od štarta sodelovala in mi je to v bistvu bil najtežji izziv. Jaz sem spremljal par Slovencev, ki je to opravil, mislim, da je če Kristi bil med njimi 6 dni pa neki tasga, 7, nore stvari, se si ne predstavljam, no ampak kot si rekla, lepo usporednica slovensko transverzalo, s tem, da tam imaš mogoče nekaj več suporta kot pa tleja, in kako to recimo zgleda, čisto plastično, to pač odspiš par urc, pa potem rineš naprej po tistih neznanih potkah, pa upaš, da bo čim dalj časa šlo. Tekma je zelo dobro organizirana, ja, tekma je res dobro organizirana in na vsakih 50 km dobiš ti svojo torbo, tako veliko rumeno torbo, mislim, zgleda velika, ampak še premalo za vse stvari, ki jih v bistvu rabiš za cel teden, kakšne rezervne superge, obleke, hrano, vse, kar pač ti rabiš. In to te čaka na vsaki tranziciji, na vsaki 50 km. Vmes imaš ljudi, te volonterje, ki ti rihtajo žulje, ki te masirajo, lahko imaš tuš, imaš tople obroke, v bistvu zrihtano, popedeno na vse, potem pa še imaš v planinskih kočah, vmes postojanke, mislim, res fenomenalno vzdušeno. Tekma je res super, super, no. Vse poštimano, ker na SPP-ju si pa sam, je pa samooskrbno. Ampak preden se res poglobijo v tvoj SPP, oba poskusa, tako rekoč, kako se pa pripravaš na takole preizkušnjo? Predstavljam si, da govorim s kakšnim ultrašom pa reče, ok, za 50 km se pripravaš podobno kot za maraton, za 100 se pripravaš majčkeno več, ker rabiš malo več kilometrine. Onkraj tega pa praktično ne moreš narediti bistveno več. Se pravi, a lahko prelaufaš še več, 100-150 km na teden, je v bistvu ne. Kaj je potem še bistveno tam? Glava, kaj drugega, je tle organizacija pač same poti tista, ki ti pač pomaga in tako naprej. Je v bistvu priprava, zdaj te dolgi teki te v bistvu na dolgi rok te tudi utrujajo, zdaj ni zdravo vsak dan teči, mislim zdravo. Ali pa tudi, recimo, kakšna ena Hrvatica teče vsak dan maraton, ampak dobro, smo različni, ampak ne predstavljam si, da bi tekla vsakih teden 100 ali pa nekaj, pač te nisem bila nikoli. Meni je bila priprava, da sem hodila na te tekme v bistvu, zdaj, se pravi, služba, dežurstvo, nimam toliko časa, da bi lahko sam tekla. To sem pač vikende kakšne te tekme, to so mi bile tiste izkušnje. Zmeraj, recimo, glede prehrane sem se veliko naučila, glede sebe, glede tempa, taktike tega vsega, preko v bistvu teh tekem. Težko je reči, zdaj sem pripravljena na 350 km, v bistvu je veliko faktorjev, ki se ti mora poklopiti. In vreme, in žulji, in kakšne bolečine, mišice, hrana, sigurno je treba veliko vnašati, včasih se ti želodec upre, ne moreš. Mora se ti vse poklopiti. Omenila si najprej UTMB, potem Tour de Jeanne. Toni ga je opravil, če se ne motim, ti imaš seveda željo pač vrniti se tja pa poravnati te račune v prihodnosti enkrat? Ja, jaz imam še 2 leti časa, ker lansko leto sem plačala štartnino, ki je, mislim, da je bila 700 €, in zdaj so nam dali možnost, ker zaradi korone je pač tekma padla,
sem mislila že lansko leto poravnati račune, pa imam zdaj še možnost v 3 letih porabiti ta bonus za polovično ceno, tako da vsekakor drugo leto mi bo to še prevelik izziv, ampak potem čez 2 leti pa mislim, da bi pa mogli skozi. Noro, noro. Gledaš ti že onkraj, že daleč motivacije ti očitno ne zmanjka, imaš ta drive, dirke gledaš še dovolj, da te bo minilo. Kaj te v osnovi, poganja? No, zdaj sem razmišljal pred tem najnem pogovoru, pa kar nekaj ultrašov sem tule že gostil, ampak nikoli nisem nobenega prav direktno vprašal, pa sem rekel, bom pa tebe. Ne? Kaj je moče kakšna lastnost, ki je skupna, rekel, ultrašem? Kaj je tisto, ki jih res žene v te dolge kilometraže? No? Ali ste vsi po eni strani introvertirani in iščete svoj mir pa odklop od tega divjega sveta, tam zunaj v hribih, ali je kaj drugega, no? Ali je nek notranji nemir, ki ga rabite zadovoljiti? Povej mi, no, kaj tebe recimo poganja v te neskončne razdalje? Jaz bi prej pri sebi rekla, da mene ta notranji nemirja, ker mogoče nisem nikoli se ukvarjala s športom, živeli smo tako bolj skromno. Moja mama je izpit za avto naredila šele, ko sva z bratom bila v bistvu že v srednji šoli, oziroma kar pozno, Nina jo vozila na treninge, nismo hodili na počitnice, recimo, ne vem. In ko sem pa enkrat začela to doživljati, videti svet, pa mogoče nimam več nekih, mislim, rada bi doživela čim več, ne, mogoče se počutim, kot da sem kaj bila prekrajšana, ne vem, in kar naenkrat pač pa še, ne vem, sigurno mislim, da ne neka introvertiranost, ker na teh tekmah smo v bistvu takrat dosti komuniciramo, se družimo, v bistvu smo tudi skupaj, to ni zdaj res tekma tisto na nož ta dolga, ne, ker moraš v bistvu iti precej taktično in pametno, da jo prideš skozi, ne, tako da pa se tudi dosti pogovarjamo, pa se malo, tako da malo čas mine, ne. Včasih recimo sem rabila dosti glasbo poslušati, ko sem tekla, zdaj pa sem pa recimo na to državno, to je trajalo 4 dni, nisem niti enkrat MP3 prežgala, pa ga imam mogoče s sabo, ampak ga ne rabim, ker enostavno v hribih, ne vem, marsikaj vidiš, čeprav si ljudje mislijo, da ko tečeš na tekmi, da nič ne vidiš, ne okrog sebe, ampak vseeno vidiš, ne. Vseeno uživaš. No, pa če se že pri tej introvertiranosti, ekstrovertiranosti ali pa druženju in tako naprej, ti bolj ustreza teč recimo sama ali v družbi, ali je odvisno pač od razpoloženja, kakor pride? Ja, jaz sem navajena teči sama, tudi čeprav Toni zdaj sicer ne trenira več toliko, no, mogoče še bo, upam, da spet začel, ampak tudi prej nisva dosti skupaj tekla, mislim, tako za trening bi rekla, čisto skozi. V bistvu on ima rad svoj ritem, jaz svoj, čeprav sva si kar dosti bila podobna, seveda, ko on delal svoje intervale, ne, ga nisem mogla slediti, ampak ko sva šla na te dolge, še tudi orientacijske teke, včasih je pa rekel, da mu zelo paše moj ritem, oziroma da edino z mano lahko res teče, ne, ker jaz tudi v bistvu najrajši sama tečem, ker nekako težko je ujeti drugega, da sta si v tempo nekako podobna. Zdaj, v bistvu mi je težko, če je nekdo zelo počasen, vse včasih greš, ne vem, greš hribe, ni problema, ne, ampak zdaj čisto, da bi pa se jaz nekomu prilagajala, pa v bistvu se ne rada, zato ker tudi sama imam tak tempo dneva natrpan, da potem čim bolj probam izkoristiti tek še vmes, da nekako nisem toliko za neko prilagajanje. Ne. No, se si predstavljam, pri vseh teh kilometrih, ki jih moraš narediti, ja, težko je zmeri nekoga dobiti, da bi šel s tabo. Vsi ultraši mi to pravijo in razumem, no, sej tudi sam sem v kakšno tako izkušnjo. Ena stvar, ki jo bo zdaj načela in se je zgodila leta 2018, to je bila taka močna sezona tvoja, no, tam v statistikah noter si imela že spomladi kar nekaj zelo zahtevnih dirk. Namenoma, ker si se pripravila na projekt, ki si ga že prej obelodala, to je bil naskok na slovensko planinsko pot in njen rekord, nekaj, kar ti par let pred tem žal ni šlo skozi, no, zdaj si se odločila, da drugič poskusiš.
Ampak do tja si se pa pripravila z, bom rekel, dokaj zahtevnimi projekti in dirkami. Je bilo to vse namenoma ali se je pač tako sestavilo? V bistvu se mi sproti nekako sestavi. No, zdaj, ja, namenoma je bila, ne vem, Istra 100 milj je bila namenoma in slovenska planinska pot, pa pol Tour de Žan. Vse ostalo je pa pač, kakor pač slučajno se mi zalušta in kaj najdem in kaj se mogoče zmenimo s prijatelji ali pa to pol hiter, kaj najdeš, ne. Izzivov ne zmanjka. Poskušala si slovensko planinsko pot že preteči hitro, takrat v prvem poskusu 2014 se ti ni šlo. Kaj je šlo takrat narobe, recimo? Takrat je šlo marsikaj narobe. Mogoče me je takrat bolj navdušil Toni, ker on je meni videl, da sem jaz talent za pač ultra razdalje, nisem imela še niti slučajno dosti izkušenj, niti dosti kilometrine. In on je nekako mislil, da bo meni to šlo in me pri tem spodbujal in sem rekla, jaz nisem poznala niti poti, že čez Pohorje, vse mi je bila neznanka, par hribov sem poznala, ampak samo to vezno pot in je že fajn, da ti poznaš pot, ker se tudi potem veliko zgubljaš, ne. Tako da nisem imela dosti izkušenj, pravzaprav ne kilometrine, ne izkušenj, nisem poznala poti, ampak šla sem. In potem v bistvu mi je šlo kar dobro, ampak nisem nič jedla, skoraj nič, ker pač bila sem dosti sama, ene dele so me spremljali neki so me spremljali malo drugi, ampak večinoma sem pa bila sama in takrat, ko sem bila sama, me noben ni preganjal s hrano, jaz pa tudi nisem čutila potrebe in potem 4. dan sem bila v bistvu mišice stegenske so mi umrle. Na Triglav sem šla v Rikvert gor, nisem več mogla sploh, ker ni bilo dobene energije, ne. Tako da edino to je bil ključni problem. Če bi jaz takrat jedla, bi mogoče tudi šlo lažje, ne. Me je pa psihično to kar strlo, ker sem si toliko želela, toliko sem uživala na tej poti in sem si res želela naprej, pa tudi takrat je bil z mano prijatelj Franci Teraš na Triglav in je on ocenil tudi, da to ne bo šlo, da je pot tukaj še ni niti polovica in da pač bom se mogla sprijazniti, da grem da drugič, ne. Bila sem pa še toliko neizkušena, da sem v Vratih, mi je Toni pripravil malico, spekel ribice, krompirček, res super, jaz sem mogoče pojedla en krompirček in to je to. On je potem pakiral še za naprej, jaz sem pa šla proti Triglavu. In kar naenkrat pridem do table, pogledam levo, desno, kličem Tonija, čuj, kam pa zdaj? Levo piše Plemenice, desno pa Bovški Grintovec, ne? In on, ne, ti bi mogla čez prag. Jaz pa, kje sem pa jaz to zgrešila? In ko je Franci to zvedel in ko me je počakal gor na Krederci, me je kar stresel, je rekel, ti nisi normalna. Tako da ja, pač bila sem zelo neizkušena. Kakšna zgodba, kakšna izkušnja, ja, no, čez Plemenice prvič, ja, pa še v takem stanju, bravo. No, ampak... Pol sem šla dol, ne. Pol sem šla nazaj, pol sem prečila Snežišče, zabredla v Borovce in šla čez prag. Prav, no, saj prag je bil odkljukan tisto leto, vsaj neki predpriprava za 2018, no 2018, je šlo pol bolj zares. Nekdo je določil to mejo, je bil Uroš Feldin, ali kdo drug, ampak 14 dni je meja, spoštovani in spoštovane, ki pomeni, ali pretečeš slovensko planinsko pot ali jo prehodiš, karkoli je pod 14 dni, pomeni, da si jo pretekel. Spomnim se podviga pokojne Rut Podgornik Reš, ki je bila prva ženska, ki je to naredila pod 14 dnevi, pa ji je vreme zelo nagajalo. Potem pa sem leta 2018 ravno bral članek od Anje Klančnik, ki je bila prva ženska pod 12 dni in potem je znanec dejal, a veš, Katja Kegel gre tudi v kratkem, pa smo pa tuhtali, a gre lahko pod 11, mogoče gre pa lahko pod 10, potem pa Katja za prijatelje Katka gre, pa vse te napovedi zruši še bolj. Kaj se je takrat dogajalo? Vrhunski čas na koncu. Ja, zdaj to, da je Anja šla prej, to je bil čisto čaj, ker jaz sem to slovensko planinsko pot pač napovedovala že dolgo. Malo je bilo za mene, kako ne rečem, kot da zdaj jaz rušim njen rekord, ne, kar pač sigurno ni bilo tako. Jaz sem šla čisto svojo pot, ki sem imela nedokončano od leta 2014
že takrat sem ciljala nekako na 10 dni oziroma po 10 dni in ko sem jaz takrat 4. dan odstopila oziroma nehala, čeprav v bistvu bi jaz, če bi kakšen dan tam odspala, že takrat čisto komot, pa res jedla bi, čisto komot že takrat šla naprej, ne, ampak jaz sem pač hotela v kosu, neprekinjeno, ne vem, kaj mi je takrat pač, kaj sem razmišljala, ampak ja, jaz sem imela pač v planu po 10 dni, kaj se bo pa razpletlo, pa nisem niti pričakovala, nisem niti vedela, niti seveda vreme mi je bilo ugodno, razen potem na koncu 3 dni, ne, ko pa je bilo res skozi dež, ne, in slabo. Tako da, ja, jaz sem to nekako napovedala in v glavi sem imela po 10 dni. Na koncu sem sicer potem zračunala, koliko sem jaz imela v teh 9 dneh pauze in vsega, kaj padla sem na pomnik, ker sploh nisem mogla več teči, da bi jaz, v bistvu sem bila razočarana na koncu, no, ker vem, da bi lahko bil en dan boljši čas. Tako da moram tudi temu izzivu vrniti in izboljšati svoj čas. No, za nepoznavalce morda 8 dni, 23 ur, mislim, da 26 minut je tako dober čas. Če ga primerjam s prvim časom Klemena Trilerja iz leta 2012, ko je šel podirati, on je imel, mislim, da kakšnih 10, manj kot 15 ur boljši čas, pa takrat je bil to izjemen dosežek. No, ti si se temu približala res na malo, no, zdaj je Marjan Zupančič lansko leto to zadevo spravil pod en teden, pod 7 dni. Mislim, da je tudi tvoj dragi mož Toni večkrat omenjal, da bi se rad, posebej potem, ko si ti bila pač prva v družini, ki ima rekord na SPP-ju, pa je rekel tudi jaz bom to naredil, ampak zdaj je moški rekord je zelo nizek. Še to nekaj omenja, da bi se podal na to pot? No, to leto ne, no, mislim, vsako leto omenja, ja, samo zaenkrat ni pripravljen. Zaenkrat sigurno ni, moja želja, sigurno moja želja. On jo je prehodil, ko je bil star 14 let, je imel že celo knjižico v polno žigi, ampak ja, rekord je pa zdaj res, bo res treba zavihati rokave. No, ampak ti pa zase praviš, da imaš toliko rezerve, da bi dejansko lahko to zadevo še pomaknila precej niže. Samo spala sem 34, nisem spala, pač jaz sem po 5 ur na noč recimo spala, vse skupaj mi je naneslo 34 ur, če bi rekla, da mislim, lahko bi še tukaj kaj zmanjšala, ne. Čeprav jaz sem šla na ziher in sem res prve dni res po 5-6 ur spala, res, in mi je bilo lepo sem se počutila in nisem trpela, ker Marjan je že prvi dan trpel, ne, jaz sem bila z njim prvo etapo in zadnjo. In mi, ko smo bili že na Radohi, prvi večji hrib, je on bil že kar bogine. In jaz pa moram reči nekako, da mi je bil cilj, da bom toliko počivala in tak tempo šla, da bom res uživala, ne, čim dlje. Tako da tu je bila razlika, nisem šla na vse, ne. Zdaj sem kar malo zadregi, ko o času po 9 dni razlagaš, da si šla dokaj lahkotno, no, kje so meje? Katja Kegel, se vsi sprašujejo zdaj. Njih. Vse pretendentke na prestol SPP-ja zabeležite si, ne? Tiste, ki so zdaj mislili, da napadajo čez slabih 9 dni za rekord, popravite še to mačke nižji, napadete raj pod 8, ali pa rajš ne pejte, ker Katka planira v kratkem samo še enega otroka spravi na svet, pa potem... Enega otroka, pa turdežan, pa pole. Tako, toliko da veste, če hočete potrenirati, zdaj potrenirate, pol ne boste imeli šans. By the way, ta trenutek, ko se mi da pogovarjava, Klara Bajec, najbrž jo poznaš, dela dvojni SPP, mislim, da je pred dnevi obrnila dol na morju, že pravim, prvi SPP iz Pohorja do morja, zdaj gre nazaj v obratni smeri, sta kaj na vezi, jo spremljaš, kako ji gre? Spremljam jo zmeraj prek moža, oziroma vsak dan mož objavi, zelo razmišljam zadnje dneve, kako bi se kje priključila, ker pač res rada bi šla in zmeraj je toliko fajn energija na tej poti, tudi zdaj drugi, ki jo spremljajo, pišejo, koliko se imajo fajn in prav vem, kaj čutijo, ne, in res rada bi šla, malčke imam zdaj probleme in za službo in z vsem, ampak bom vsekakor nekje
ujela. No. Čeprav kar hitra bom mogla kar se podvizati. Ne. V bistvu, ja, lansko leto je šla kot prva, ne vem, če je kdo že šel iz morja do Maribora, letos pa iz Maribora do morja in nazaj. Tako da, Klara, starica. Ja, zdaj seveda pričakujemo prvi moški poskus dvojnega SPP-ja za vse tiste, ki ste mislili, ajde, enkrat naredi SPP dosežek, očitno ni več tako, ženske, dragi fantje, so že, evo, prekusile vas bodo v parih dneh, tako da sorči, lahko probate trojnega, evo, to pa še noben ni šel, tako da rokavica vržena. Ampak hotel sem vprašati nekaj drugega. Medtem, ko smo spremljali takrat rivalstvo med Marjanom Zupančičem in Klemnom Trilarjem, to so bile na koncu že, rekel, cele karavane, to je bilo stotnije ljudi vključenih v organizacijo, v spremstvo, ni da ni, ampak pri tebi sem pobral tvoje dnevniške zapiske, je bila pa ta stvar še vsem zastavljena predvsem bolj skromno. No? Bila sta videla s Tonijem, še dva prijatelja, potem so se priključili še ostali, na koncu se je bilo malo več, no? Ampak vseeno, predvsej bolj, če bi primerjal, predvsej bolj skromno, ampak vseeno ste pokrivali vse, kar je bilo treba pokrivati. Ja, to je res. V bistvu moj mož je želel, da jaz to oglašujem in se promoviram, ampak jaz to ne maram tega pritiska in niti toliko nikoli nimam zaupanja vase, da mi bo res uspelo, kaj če me že drugič ne bi me to mogoče bolj potrlo, jaz se nekaj ne. Grem in to je to, ne. In sta se res prijatelja Zagreba čisto slučajno javila, da bi šla zraven in sta res, to je izpadlo potem fenomenalno, ker sta šla z avtodomom, noter sem imela tuš, v bistvu sta skrbela potem za hrano, en me je masiral, en mi je rihtal žulje, to je potem bilo vrhunsko, ne. Ampak čist nenapovedano, mi smo se v bistvu takrat slabo poznali, Toni se je poznal z Tadejo, jaz nisem tako na vides, nič posebnega, nismo bili še prijatelji in nas je to fejst potem zbližalo, ne. In ko sta enkrat prišla k nam v Šentvid na pogovor o pripravah, so me spraševali, Katka, kaj boš pa jedla, koliko boš pa to, koliko boš tisto, jaz ne vem, kaj mi bo pasalo. In so bili kar potem malo, nič niso zvedeli od mene, zato ker jaz sem spontan človek, jaz ne vem, kaj bom jaz jedla zjutraj, zvečer, opoldne, mislim približno, ja, ampak težko sem jim dala čist neke napotke, ne, ker Marjan je recimo imel vse res poštimano, tako jaz pa imam rada neko spontanost in da ni čisto vse po planih, ne. No in potem si predstavljam, da bila si pred časovnico najbrž tisto splanirano, jedla si pač tisto, kar ti je pasalo, se pravi si povzročila cel kup sivih las svojemu spremstvu, ki te je lovilo. Ja, za njih je pa bilo težko, ja. In si mogla tudi, ne vem, morda, ker si delala daljše etape, kot si planirala, potem kje druge prespati na koncu, kot si planirala in podobno? V bistvu približno jaz sem se ravnala s tiste moje prejšnje predhodne izkušnje in sem približno že vedela, bom tukaj ali tukaj, drug dan bom tukaj ali tukaj, odvisno od počutja. Približno sem vedela, vsej za 4 dni, potem sem pa itak padla v tisti tempo, da smo vsi skupaj že nekako vedeli, ne. In vse se je dogajalo sproti. Jaz nisem imela spremljevalcev za, ne vem, za prvi dan za drugi dan čez Kamniške je šel mož z mano, potem je pa bilo vse v luftu, vse sproti, ne. In nekako vse se mi je v bistvu poklopilo, bilo je veliko presenečenj, jaz nisem vedela, kdo bo kam prišel, to so res potem Toni je rihtal in te prijatelji in to. Cela zgodba je pa potem res izpadla tako res vrhunska, no, mislim res, za vse nas vpete je v bistvu bilo to nepozabno, ne. Lepo smo se imeli, res. Tudi naporno, ampak lepo. Se ti zdi, da bi bila obratna pot? Eno značkico. Lepo, evo, te pa še nisem videl, evo, tudi jo še ne posedujem, morda, glede na to, da se pogovarjam. Ena kolesarska, pa ena pohodna. Mislim, da si lastnica tega para edina v Sloveniji ali pa še pa na svetu. Ne? Pija Peršič, hodim torej sem, ona je tudi. Oboje naredila, ja. Pa Andrej Martinčič. Bravo, 30 torej. Za njih sigurno vem, ja. Ok, potem si pa najhitrejša, ki ima obe dve znački. Evo, tako. Da se popravim, da bom točen in eksakten. Če bi šla v obratni smeri z morja proti Pohorju, bi bilo težje
ali lažje? To pa zelo težko, ne vem. Nekak je občutek, ja, greš do morja. Čeprav se na koncu zgodi, da se sploh ne vržeš v morje, da si toliko zmatran in toliko si v nekem drugem filmu, da pozabiš se v morje vršiti. Saj jaz sem se, no, in marsikdo tudi ne. Tako da ne vem, zakaj vsi rinemo do morja. V bistvu bi bilo smiselno tudi kontra, ker jaz sem blizu Maribora, dokaj blizu doma, ne, in bi bilo v bistvu mi tudi okej, če bi šla v kontra. Ne vem, Višincev je enako, v začetku je mogoče malo bolj tekaško, ne vem, oboje je v bistvu super, no. Ta slovenska planinska pot je nekaj neverjetnega, nekaj res. Toliko se pokrajina spremeni, je taka razdalja, da je ogromno dolga, ampak tudi se jo da, ne, nekako se jo da. In ful se razgibana, no, mislim res od tega Pohorja do Visokogorja, do res pravih hribov, do tekaških stezic, ful, lepa res. Si srečevala na poti veliko drugih planincev, ki so te vprašali, kaj počneš in si jih potem pustila odprtih ust na unih potkah? Ja, v bistvu je bilo veliko presenečenj, ker mi smo tudi vsak dan na Facebooku nekako napisali, kje sem, kak je, in potem so me tudi v bistvu prepoznavali že v Kamniških. Katka, in ne vem, kakšna dobra beseda in dejmo, super, ne vem. In take stvari te potem dvignejo, ne. Pol v eni koči pod Storžičem ena mala hiška v bistvu. Pa jaz vidim oddaleč en listek na kljuki, pa grem malo blizu, pa sem imela občutek, kaj bo zdaj tukaj listek, to je sigurno zame, ne. In pogledam in res je pisalo in še zdaj nisem dešifrirala tistih črk, kdo mi je to sploh pustil, še zdaj ne vem. Ampak to so taka lepa presenečenja bila res, da kaj te za 1-2-3 urce te dvignejo, ne. In kar letiš. Bravo, no, mislim, da si, brško ne si motivirala še koga, da je šel še v kakšne druge hribe. Povej mi, marsikdo sprašuje, slovenska planinska pot ni samo pohodniška, je na trenutke tudi zahtevnejša, celo plezalna. Kateri del morda je bil pa zate mogoče najzahtevnejši na celi poti? Ja, najzahtevnejši v bistvu sigurno so Kamniške pa Julijske Alpe. Meni osebno je bil tam vzpon na Razor, ker tam je bil en podor in tam sem šla sama in edini moment, ko me je bilo strah, samo sem šla po žig in dol in preživela sem v redu. Drugače, jaz imam rada te poti, jaz imam rada zajlje, recimo čez Presojnik, čez okno, nekaterih se spomnim, da je Pija opisovala, da je tam imela moment, ta težki moment in strah in to. Ampak meni je to, uživam s tem, ne, tako da tudi čez Plemenice dol, ki je v bistvu težek del, ampak jaz sem zmeraj tam šla z Francijem in sem se počutila varno in sva res lepo šla in mi ni bil problem, no, čeprav seveda, ja, moraš biti pazljiv, utrujen si, so težki deli, ne, in tudi Jalovec, res so taki res zahtevni hribi, ki moraš biti pozoren, ne. In zbran in priseben in nafilan s testeninami. Tvoja najljubša hrana na slovenski planinski poti morda? Ja, v tem naporu jaz kar nimam nekega apetita, no, kot sicer ga imam. Tako da v bistvu testenine pa čim več ogljikovih hidratov, itak riž, sendviči malo težko grejo, ampak v bistvu me je presenetilo, ker sem spet slabo jedla in pasali so mi pa ti napitki, tako da sem veliko kalorij potem dobila v bistvu v obliku tekoče hrane, ne, kar recimo Kristi se je kar zgražal, je rekel, daj pojej kaj konkretnega, kaj piješ to, ne, ampak meni je dejansko to pasalo, vedela sem, da nekaj morem, strah me je bilo, da se mi ne zgodi, kar se mi je prvič in sem res skušala veliko jesti in pol sem bila presenečena, da mi je to šlo in potem sem kar dosti šejkov tudi spila, ne, kar mi je bilo presenečenje. Drugače sem pa jedla vse, res, tudi Haribo bombone pa take stvari. Si bila na cilju te preizkušnje potem lažja, si shujšala ali kakšni ultraši mi pravijo po nekaj dnevih, pa tudi sam sem enkrat probal večdnevno dirko in 4. dan sem bil praktično težji, ker se toliko vode akumuliralo v mojem telesu. Kakšne si imela pa ti s tem izkušnje, recimo? Ja, med samim tem podvigom se mi zdi, da nisem se čutila lažje, no, pa da bi shujšala. Sem pa potem, po koncu,
me je pa lahko rečem čisto pobralo, ker nisem mogla, v bistvu, napako sem naredila, ker sem se nekako čisto ustavila. V bistvu bi že naslednji dan mogla iti vse malo, ne vem, na kolo hoditi nekaj. Jaz sem se pa čisto ustavila s tistih 9 dni neprestane hoje in nisem mogla ne spati, nisem vedela, kje sem, kaj se dogaja. In tudi jedla nisem, apetita ni bilo in takrat sem pa res kar fajn težo izgubila. No. Spomnim, službi mi je visela z mene. Ampak sem pol hitro to nazaj dobila. Ja, no, zanimivo je bilo tudi to, nekje si rekla, da še nekaj dni po preizkušnji si imela more oziroma se ti sanjalo, kako moraš vstati ali pa hoditi, kako hodiš. Je, se pravim, to psihično kar zahteven projekt, ki rabi nekaj časa, da potem izveni, pa da prideš nazaj v te normalne tirnice. Je. Prve dni je bilo kar naporno. No. Prvič sem v bistvu potem vzela eno to tabletko, da sem lahko malo zaspala, ker dejansko sem bila čisto zblojena. In pol po enem mesecu lahko rečem, da sem se telesno in čisto počutila pol ok in normalno začela teči pa to. V bistvu pol me je kar nekako izžela malo, ja. Žulji so se hitro pocelili, ne, ampak cel organizem pa je nek stres, sigurno, ne, za celo. Ampak čisto tehnično morda, ne, ti vseeno kljub sodobni tehnologiji, pa telefonom, pa GPS-om in tako naprej, ne, vseeno mora vsak pohodnik, ki si želi tisto značko zaslužiti, vzeti s sabo zeleno knjižico in na vsakem vrhu, oziroma na vsaki postojanki, ki je zabeležena v knjižici, pritisniti žig. Če ga slučajno ne moreš, velja tudi kakšna alternativa, morda fotka z vrha in tako naprej. Se pravi, moraš skrbeti ves čas, da ti nič ne uide. Bravo, lepa. Včasih je pač veljalo, da si za SPP knjižico mogel pač na vsaki postojanki odtisniti točno določen žig, pa še v skrbnik se ti je mogel podpisati, če je bil tam, ampak to zdaj v tem primeru pač itak ni možno, ne? Posebej greš na vrhove po noči in tako naprej, se pravi, odtisneš žig, ki je pač tam ali kako. Ja, jaz mislim, da mi manjka, zdaj knjižice so se malo čez leta razlikovale, zdaj zadnja leta je malo daljša, so v bistvu pač vse več nekih točk, koč dodajajo, kar nam, ki to delamo, ni preveč všeč, ker bi radi, da je to neka enotna stvar in da je pač za vse enaka, ker mi dve za Anjo Mave v bistvu mislim, da edine, sploh pa ženske, sigurno to ta daljšo pot, ne. In je več žigov noter. Tako da jaz sem si zmeraj napisala pač uro tudi, ko sem bila na tem vrhu, če pa že recimo, ne vem, v Trenti se mi je zgodilo, da je bilo zaprto, sem se pa pač fotografirala, ne, oziroma velja tudi slika. Recimo na kolesarskem, tem STKP-ju mi manjka, mislim, da 2 žiga ali 3, in sem potem vse te slike tudi poslala, da so mi potem to odobrili, da sem bila dejansko tam. Je pa ta knjižica tako zanimiva, mislim, tudi kot neka motivacija, da greš, da narediš, v bistvu je luštno to zbiranje žigov, ne. To nimaš v glavi cilja, morje, ampak imaš cilj vsak naslednji žig, ne. Ko boš naslednjič popravila še rekord, boš naredila še to kljukico, potem bodo otroci počasi zrasli, bi šla družinsko z otroki peš na recimo tako popotovanje po slovenski planinski poti, recimo za 1 mesec? Ja, sigurno, to bi mi bilo vrhunsko, ne. Če bodo otroci zmožni, da enkrat že, če mojo Hanjo vprašam, če gre z mano na sosednji hribček, 200 višincev morava narediti, pa mi reče, mami, to je predaleč, kar pejca. Tako da, upam, da se bo to čez leta spremenilo, no. No, če je kaj po mami, potem bo ta averzija do športa v mladosti se potem transformirala v tako, žar oziroma zagreto pohajanje v hribih, če ne prej po 20-ih, še je čas, še veliko časa do takrat. Več kot urico že govoriva, se pogovarjava, dragi poslušalci, drage gledalke. Verjamem, da vam je tale pogovor všeč, da vas še veliko zanima. Jaz imam še nekaj vprašanj.
za Katjo. Omenila si tole turno kolesarsko, planinsko pot oziroma transverzalo. Jaz ne bi vedel, da to sploh obstaja, če ne bi prvo to pri tebi prebral. In zdaj sem bolj pozoren na tiste plave označbe oziroma markacije oziroma tiste plave tablice, puščice, kjer je narisan tisti kolesarček, pa napisano, koliko časa kam in tako naprej. Daj mi povej, koliko časa dejansko sploh obstaja ta transverzala in na kakšen način se jo pač človek loti. Ja, jaz se spomnim, da sem bila enkrat v Brežicah na potopisnem predavanju od Pije in Andreja, ki sta tudi oba slovensko planinsko pot prehodila in tudi to Vio Adriatico, na pač hrvaško pot, in sta takrat pač opisovala to turno kolesarsko, drugače je to 41 etap, se pravi nekako mišljeno za 41 dni. In sem takrat prvič slišala za to. To je bilo, ne vem, koliko časa obstaja, mogoče, ne vem, 4-5 let, na pamet rečem, malo sem pozabila, ampak v bistvu po mojem še traja to nastajanje, ker je bila dokaj slabše označena. Mislim, eni deli so res super, tudi videla sem zdaj na Golovcu, so ful dobro tudi table postavili in pomarkirali in to. So pa eni vmesni deli, ko res nimaš, ne vem, 100 km dobene oznake, ne, tako da vsekakor rabiš GPS, ne, oziroma neko pot, da pač veš, kje si, kam greš. Tako da ja, in jaz sem potem lani se to, nisem imela nekega plana, korona, kam češ iti, jaz sem imela glavni dopust septembra, tako da ga imam spet letos. In mož je imel ful nekega dela, rekel je, da pač če me ne moti, da bi šla sama, ker on ne bi šel ravno zdaj nekaj za 3 tedne nekam. Potem sem pa mislila v bistvu na slovensko planinsko pot, čisto tako, z ruzakom, samoskrbno, ne vem, nekimi 10 kilami oziroma kolikoli že. In sem pa v eni nočni potem malo brskala, pa vidim, jaz čakaj malo, se obstaja v Sloveniji tudi ena kolesarska pot, zakaj pa jaz ne bi malo nekaj drugega šla, zakaj bi zdaj ponavljala pot spet tole, ne, pa čez 2 leti pa še enkrat, ne, na rekord. In sem potem začela to googlati in sem tudi pisala, kaj si ona o tem misli, glede na to, da jaz nimam gorskega kolesa, ne, kako ta pot zgleda, in mi je potem ona ful dala napotko in čez 2 dni dobim pošto, knjižico mi je poslala in potem sem rekla, evo, knjižico imam, moram iti. Tako da to je bilo čisto slučajno, korona. Ampak, evo, če je slovenska planinska pot dolga 600 km, pa tistih 445 tisoč višincev, je kolesarska pa kar 3-krat daljša. Se pravi, 1800. Tako, rekla si 41 etap, ti si pravila to v več kot pol krajšem času. Kako si se pa pripravila za ta podvig? Konec koncev si vzdržljivostna športnica, tekačica, ultrašica, ni da ni, ampak na kolesu biti 3 tedne, koliko pomagi? Na to se pa res nisem pripravljala, ker jaz drugače ne kolesarim. Kolo mi je ta prijatelj Ivan, ki je bil z mano na transverzali, mi je posodil gorsko kolo, ki je staro že tudi 15 let, se pravi, pač nič nima teh, tako kot imajo ta nova kolesa, je pač eno staro, ampak dobro gorsko kolo. Pač jaz sem ga seveda vprašala, glej, jaz grem to za 1800 km, a je to ok, da ti ga ne bom kaj uničila, ne? Rekel je ti kar pejt. In nisem 2-3 sem se doma peljala na en hribček in da sem se sprobala, kako to zdaj gorsko, je to enako kot moj trekking, ali bo to šlo, ne? In to je to, nisem šla. Tako da v bistvu tukaj je potem res malo črvičilo tisti dan, jaz sem šla direktno po službi ob 3. Tisti dan je bil res nor, tudi v službi tako kot zmeraj, ko imaš neke opravke, ne, in nisem imela niti sekunde za razmišljati sploh, kako bo moja prva etapa izgledala, kje bom spala. To je bilo, in potem sem prišla ven in zdaj 3, zdaj pa me čaka kolo, Toni mi ga je pripeljal na Ljubljanski grad. Imela sem prtljage 3-krat preveč in to je to, in sem šla čist neznano pot, res, to mi je pa bilo čist neznanka, kako bom jaz, kje bom prestala, kako bom šla. Jaz sem imela s sabo šotor, bila sem sama, mislila sem, da bom spala v naravi, ampak pol se mi je ful dobro poklopilo, da sem znane ljudi, da so mi nekako, prvi dan mi je nudila Ajda,
Radinja v Škofji Loki, po se pa nekako, in so bile koče, in so bili razni prijatelji, in mi je nekako res dobro zlaufalo, da niti enkrat nisem šotoru spala. Imela sem ga pa s sabo, ker res nisem se poznala, ni tako kot pri teku, da veš, koliko si zmožen. Jaz na kolesu nisem vedela, koliko sem zmožna, ne. Sploh pa po hribih, ker sem zmeraj po cesti kolesarila, ne. No, si imela pa kakšno resno krizo vmes, ko si se spraševala, zakaj hudiča jaz to počenjam, in si hotela odnehati pa iti domov, a pač si? Ne, niti enkrat. Meni je vsak dan mi je bil prekratek. V bistvu veliko večerov sem bila z nekimi prijatelji na določenih točkah in ene parkrat vmes sem pa bila sama in sem neznansko v bistvu uživala. Sem večkrat bi rada še kakšen dan, da bi reči, čeprav sem cel dan sama kolesarila, mi tudi zvečer ni bil problem, da sem imela sama svojo rutino, ne. Tako da dosti se je dogajalo, ja, bilo je naporno, eni hribi so bili, nisem mogel si kolo tiščati na Porezen, na Dom na Uršlji, na Peci, to so pač res sponi, ki jih jaz nisem mogla prekolesariti, ne. Nisem dostikrat kolo tiščala, ne. Tako da tudi recimo do Planine Kuhinje, to še stezica je bila, da kome greš, kaj šele, da kolo vlečeš gor, ne. Jaz pa s tem šotorom in to. Tako da ko sem šla proti Primorski in ko sem videla, da je lepo vreme, sem eno celo tisto črno vrečo cunj in vsega v bistvu odložila in mi je pol malo lažje zlaufalo, no. Slabo sem se pripravila. Kaj pa je bila največja težava, recimo v vseh teh 19 dneh? Ok, zdaj, imela si izkušnjo že z tekaške, planinske poti, vedela si, da je treba konzumirati kalorije, vedela si, da je treba pač slediti špuri, ampak vendarle, kolesarjenje ni tek, tle moraš sedeti cel ljubi dan in to tudi pušča na človeku kakšne posledice. Pa v bistvu, ja, mislim, verjete, boli, ne, to sigurno. Imela sem soduko za otroško kremo in ne spomnim se, da bi bilo zdaj kaj hujšega, no, ampak ne vem, vse malo greš peš, malo pač tako, ful je bilo dinamično, no, in res ni bil problem, nasploh. Nisem pa tukaj se toliko obremenjevala z hrano, v bistvu nisem dosti jedla, niti nisem toliko rabila, se mi zdi, da sem tudi manj pokurila in pač sem šla toliko počasneje in še vedno sem šla. Saj sem bila na dopustu, saj nisem bila na tekmi. Lepo povedano. Kako pa si bila kaj v kontaktu z možem pa s hčerko, vendarle te ni bilo doma 3 tedne, je bil kaj hud, ko je mogel sam prevzeti vse gospodinjstvo ali pač akceptiral, da pač rabiš tudi malo časa zase? On je to sam predlagal, tako da njemu je bilo super. On je bil vesel, da je lahko doma, da lahko dela in to je to. Sta pa velikrat prišla mi na pot, ne, tako da smo tudi 3-4krat smo spali skupaj, tako da tudi smo bili zmenjeni, da če bom imela krizo, če bom rabila, lahko vsak dan pride v bistvu kamorkoli, ne, saj Slovenija je majhna. Tako da nekaj smo tudi bili skupaj. Odlično izpeljan projekt, Katja, fascinantno, res fascinantno, teh 1800 kilometrov ne morem niti ozavestiti, kaj še, da bi jih prekolesaril. Že zdaj me rit boli, sam da pomislim, tako da kapo dol. Pa sem pa razmišljal, še dobro, da ne obstaja v Sloveniji kakšna rolkarska transverzala ali pa kaj podobnega, ker bi jo slej ko prej Katja Kegel-Wenzel napadla in postavila tam rekord, ne? Tako da me je že strah, kaj si boš vse še zmislila, ampak po drugi strani pa v veseljem pričakovanju, jasno, čakamo, kaj so še tvoji podvigi. Dejva čist malo še spregovoriti o tvojem delu, imaš zelo zahtevno, odgovorno in naporno delo, si diplomirana medicinska sestra v UKC-ju na ledvičnem oddelku, ampak kar mi je bilo pa še bolj zanimivo, videl sem en klip, en prispevek, TV prispevek, kjer si bila pa v vlogi COVID sestre in si razlagala, kako je delo na COVID oddelku drugačno, zahtevno, se pravi mi, ki smo že leto pa pol tako ali drugače vpleteni v to COVID zgodbo, jo gledamo bolj kot ne oddaleč, ti si bila pa v jedru vsega skupaj, ne? Kar pomeni, da poznaš zadevo iz prve roke in najbrž lahko poveš, da vendarle ni vse tako preprosto, kot bi kdo lahko rekel.
Ja, zdaj jaz sem bila tja pač poslana, to je bilo res kot neko vojno stanje, zdaj takoj, tam se je oddelek postavljal, pacienti so hodili, to je bil kaos, vsi smo prišli iz različnih bolnic in je bilo res bolj kot filmu, ne kot v realnem življenju, ne. Ampak mi je v bistvu na koncu bila dobra izkušnja in tudi mogoče prej nisem verjela, da je mogoče to vse skupaj res malo napihnjeno, pa da mogoče sem tudi jaz bila takega razmišljanja, sem pa v bistvu videla, da je stvar vseeno tisti, kjer zbolijo in kjer so bili tam, so pač kar res nastradali, ne. Bilo je res v začetku res veliko smrti in vsega in tudi potem ne samo res starejši, so bili že srednjih let, zdaj imam prijateljice, jaz sem hotela še podaljšati potem na covidu, ampak sem pa mogla reševati naš oddelek, ki je bil v krizi kadrovski in sem spet na vrat na nos prišla nazaj, tako da je zdaj tukaj tudi pestro. In kolegice pravijo, da zdaj pa pač že res mlajši, ki prihajajo, zdaj bolnice se začenjajo spet malo polniti, ne vem, kaj bo res, jaz imam spet septembra glavni dopust in se mi zdi, da je spet negotov, ne. Kaj bo, a bom spet mogla sama kolesariti, ali kaj? Ali bom lahko šla v Grčijo? Držimo pesti, Katka, da boš lahko v Grčijo, pa da bomo šli vsi ostali tudi lahko družino, tako družinski, na družinski oddih za božjo voljo, ne? Da se ne boš družila samo s kolesom, ampak tudi s živimi ljudmi. Na vsak način te moram vprašati, pri tvojem dokaj zahtevnem delovniku, družinskem življenju na vsak način, jasno, kdaj ti uspe in koliko pravzaprav trenirati, ne? Za te tvoje podvige moraš vse narediti, kakšen kilometer, pa kakšen višinc, ali pa veliko let teh, kar sem uspel spremljati, jih narediš bistveno manj kot nekateri, no? Ampak vseeno, ne? Uro, ne vem, 2 na dan, pa moraš biti aktivna. Ja, zdaj največ sem tekla v bistvu ko sem šla po porodniški nazaj v službo, ker sem delala skrajšan delovnik. In to mi je res dobro funkcioniralo. Ampak sem tudi 500 kilometrov težko presegla. To mi je bil neki limit, 500 na mesec, ne? 550 mogoče maksimalno. Zdaj, ko pa pač polno delam in dežuram, pa sem imela tak sistem treningov oziroma teka, da sem šla zjutraj pred službo, avto sem pustila na Rudniku in šla in tekla zjutraj, ne vem, pol urice, 40 minut, odvisno koliko sem imela časa, do službe in potem neposredno po službi spet do avta, ne, in ker sem pač čim prej moram biti doma, iti v vrtec, biti pač hčerko in mi je to nekako ta sistem najbolj funkcioniral, da sem izgubila najmanj časa in vsaj nekaj na dan pretekla, ne, potem sem pa pač po službi, kakor je bilo, a je to bila 1 ura, ali sem malo podaljšala, ali je bil kakšen fartlek, pač bolj od občutka in počutja in časa. To mi je nekako na koncu najbolj funkcioniralo, ne? Ker izkušnje so mi, da pridem domov ob 4, vzamem otroka v vrtcu in potem rečem, zdaj je pa doma dosti še za delati, pa biti z njo, pa gor pa dol, skozi je nekaj in potem ne greš na tek, ne. Tako da to mi je res bil super izhod, da sem pred službo in po službi tekla, ne. Samo je pa potem tudi ratal monoton teren, mislim, Golovec, asfalt zjutraj, pa to, mislim, ni bilo, včasih po dežurstvu sem šla na Krim ali pa kaj takega, Kamniško Bistrico, na hiter, Kamniško Sedlo, kaj takega, to pa je že to, no, skozi neko hitenje. Ampak vseeno si spravila skupaj dovolj kilometrov, da si ohranila to formo, če bi pa imela ves čas na tem svetu, recimo, ali pa bistveno več časa, kje bi bili pa tvoji najljubši tereni za trening, no, če bi lahko izbirala, ne vem, v Sloveniji? Ja, skozi bi bila nekje v Visokogorju, ne, sigurno. Ja, Julijskih, v Kamniških, povsod. Vsekakor nekje z Gorenjske, no, kar rada bi se preselila na Gorenjsko. No, sej, tole bo poslušal tudi Toni, no, tako da, Toni, zdaj veš, kam počasi, moraš gledati, da se boš preselil. Sej verjamem, da stezičarja radi pijejo tudi na Gorenjskem, mogoče še rajš, kot kje druge. Ja, če ne veste, draga publika, Toni Wenzel vari svoje pivo. Jaz sem ga nekaj dobil v dar pri Roku Erjavcu,
mislim, da pred časom, no, tako da vrhunsko pivo lahko pohvalim, priporočim, tako da, če boste imeli željo kaj izprobati, pa veste, noter je nekaj v tem pivu, ker porte kar ima, da bi šel malo bolj v hribe, pa malo dlje, tako da se splača to probati. Katka, Pa pol si pil Višinca. Mislim, da mislim, da tega pil. Ne vem, kjer je tvoj najljubši od njegovih Moje piv. pa črni, čelka. Črni. Tek po noči. Logično. Kaj sploh sprašujem? Veliko so govorila o tvojih bodočih podvigih, zdaj te čaka pač materinstvo, jasno, malo bolj umirjeno, vse skupaj, bo čas tudi za druge stvari. Potem se vračaš na vsak način v ultravode. Ultrašport je svojevrsten, no? Nekateri trdijo, da je ekscesen, nekateri trdijo, da je fizično in psihično nezdrav. Ti se s to trditvijo prav gotovo ne strinjaš. Mislim, težko rečem, jaz se nekako občutku ravnam zdaj nezdrav. Mislim, verjetno vsak ekstrem je mogoče nezdrav, ne? Ampak dokler se počutim, da lahko, pač ne vem, v bistvu ne razmišljam o tem, ne. Mogoče bo pa res v prihodnosti, ne vem, težave s koleni pa to, ampak kakor jaz vidim v bolnici ljudi, itak na koncu imaš neke težave, mislim, s starostjo, pač ne moreš biti v taki formi, kot si bil včasih in to, tako da mislim, da je treba izkoristiti življenje, živeti pač v tem trenutku, dokler imaš zdravje, se mi zdi, da imaš vse in ne vem, zakaj bi zdaj že celo življenje razmišljala na to, kaj bo, ker ne veš, kaj bo, ne. Lahko zboliš jutri, lahko se zgodi marsikaj, tako da mislim, da je treba vseeno živeti. Kakšna lepa misel, draga Katja, tale simpatičen, zabaven in zelo informativen pogovor sva prignala po uri pa pol do konca. Rekla si, da so tvoja 3 vodila nekje sem ujel, družina, svoboda in tek oziroma gibanje. To najbrž še vedno drži, ali bi k temu še kaj dodala? Ja, še. To je to. Zdaj pa čisto za zaključno misel, no, tam zunaj je cel kup ljudi, ki se navdihujejo, verjamem, da tudi pri tebi vedno bolj, ampak je pa težko, vsakič znova, verjamem, jaz tudi sam pri sebi, da mi je težko iti, ne? Vsakič znova se moraš motivirati. Če imaš nek cilj, oziroma če veš, zakaj to počneš, je lažje, če si zadeve malo rutiniraš tudi. Dejva čisto za konec, no? Dejva neko popotnico iz ust spoštovane rekorderke slovenske planinske poti, slovenske kolesarske turne poti, izjemne športnice, matere, žene, zaposlene, odgovorne medicinske sestre, karkoli že, fokusirane ženske, kajpak, ki najbrž ve, kaj hoče v življenju, ki mora vedeti, da vse to združuje. Dejva vsem tistim zunaj, ki kolebajo, ki jim manjka motivacije, ki se iščejo, pač dati zelo preprost nasvet. Zakaj, kako, oziroma veliko si že povedala, no, ampak zaključni misli pa lahko poveš morda še kaj. Kako se vsak dan, mogoče zjutraj, vsi pravimo, ni časa, ampak večkrat se pogovarjam z ljudmi, ki rečejo, vsi ga imamo isto. Vprašanje je, kako se ga odločimo porabiti. Zakaj torej vstati zjutraj ob 5, loviti sončen vzhod, pa mogoče v dežju odlaufati urico pa pol, zato, da se pa cel dan počutiš boljš, zato, da si zdrav, zato, da pač nekaj narediš, pa kako to narediti, recimo? Točno to, ker vse verjamem, tudi jaz imam zmeraj s tem borbo, da mi je težko iti mogoče, pa zjutraj pa bi še malo rajši pol urice pospal, ampak vem pa, da bom se boljše počutila in dan čisto drugače začela, če bom šla in v bistvu pač kar grem, ne. Težko je to zdaj reči pameten nasvet, ampak to, da se res boljše počutiš, ker se mi zdi, da živimo res zelo stresno, službe so stresne, tudi ta socialna omrežja in ta komunikacija, ki ni več toliko druženja medsebojnega, ampak vse nekaj čudno in se mi zdi, da ta čas sami s sabo in naravi, da to pač enostavno rabimo. To, ker tega potrošništva, trgovin, vsega, to v bistvu ne rabimo. Rabimo čas z družino, sam s sabo, z naravo in pač splača se nekaj narediti zase, ne.
in bolj kvalitetno živeti. Perfektno. Perfektno. Katja, jaz ti želim čim prijetnejših naslednje pol leta, da ti čim hitreje mine, da boš Čim počasneje. Ali pa čim počasneje. Lepo obdobje, ki naj počasi in mirno mine, ampak vseeno, da tako kot na ultrah si tule v cilju majhen pred tem, kot pa sama pričakuješ, kot pa malo kasneje. Verjamem, da tisti zadnji tedni so tisti, ko rečeš poloke, zdaj bilo fajn, ampak zdaj pa počasi že lahko konc. No, ampak ti si ultrašica, večkrat rečeš, da držiš več, morda kot kdo drug. Tako da bomo pazljivi, kdaj boš naredila tisto objavo na Facebooku, pol naslednje leto, da vidimo, kako si pač tole vse splanirala, ali pred ali za rokom. Hvala ti za tvoj čas, draga Katja. Hvala za povabilo. Super je bilo. Zvedel sem marsikakšno stvar. Zadnjič sem bil recimo na Koči pri Tiljahskih jezerih, pa sem se potem ravno spraševal, ko sem razmišljal tudi v najnem pogovoru, pa se moram te vprašati, kako to zgleda v praksi. Fajn je iti, meni je tako fajn iti za en dan v hribe, ampak za en teden ali pa za več, pa spat, pa higiena, pa prehrana in tako naprej. Ampak se mi zdi, da ti to tudi poseben način zelo flegma vse skupaj jemlješ in da lažje preživljaš vse tiste težave, ki ti morda pridejo na pot, oziroma da jim ne daješ take veljave in ne kompliciraš, ker mislim, da je čist dober nasvet za vse nas, ki se lotevamo tega žlahtnega športa na vse zadnje. Ne vem, a se strinjaš ali ne, ampak gre za čist preprosto, da greš ven pa laufaš. Zdaj, a greš v bombažni majici, po odrezanih hlačah, a greš v high-tech opremi, na koncu koncev nima nobene veze. Greš bos. Ali pa greš bos. Evo, zapiko, perfektno. Pošiljam pozdrave v Šentvid pri Stični, pozdravljam te, Katja, se ti zahvaljujem, pozdravljam tudi Tonija. Recimo, da bo še midva kdaj kakšno spregovorila. Lepo se maj, ostani zagreta za tek, predvsem pa za življenje in nasnidenje. Hvala. Srečno. Hvala. Čau, čau.